Si predstavljaš, da bi tvoj posel imel stalen dotok strank, tudi takrat, ko mogoče ti spiš ali pa si na dopustu ali pa samo nisi online oziroma ne delaš. In seveda to je možno. Danes pa ti delim 3 strategije za stalen dotok strank, tudi ko ti spiš. Brez kakšnega zavajanja, brez kakšnih čudnih metod, ampak čisto navadne oziroma realne sisteme, ki si jih lahko postavi vsak v svojem poslu. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev, celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Če bi se še enkrat vrnila na začetek svoje poslovne poti, kar je že več kot 10 let, potem bi definitivno si dala ta nasvet, da si čim prej začnem graditi sisteme, ki bojo mi avtomatsko pridobivali stranke. In to ne govorim o nekih sistemih zavajanja ali manipulacije ali kaj čudnega, ampak v bistvu o sistemih, ki lahko delajo namesto mene, tudi takrat, ko jaz ne delam. In seveda zraven še pa vseeno lahko pridobivaš tudi konsistentno svoje stranke. Zakaj bi si dala ta nasvet? Zaradi tega, ker če moraš, če rečem temu, ročno zmeraj iskati svoje stranke in se sprašuješ, od kje bo prišla naslednja stranka, je to za posel lahko seveda zelo nevarno, obremenjujoče, pa tudi verjetno nihče izmed nas si tega pravzaprav ne želi, ker si želimo mogoče imeti malo več svobode, malo več lahkotnosti, biti v tem občutku obilja, ne pa zmeraj na preži, od kod bo prišla naša idealna stranka. Zdaj, če želiš, če so ti trije, o katerem bom danes govorila, sistemi premalo, potem definitivno te povabim, da pogledaš brezplačen trening, ki sem ga pripravila zate, in sicer 5 sistemov, ki prinašajo stranke tudi ko spiš. Link najdeš spodaj v opisu. Zdaj, kaj se zgodi, ko v resnici imamo postavljene sisteme? Ne me narobe razumeti, seveda potrebuješ čas, da investiraš v to, da si postaviš sisteme. Ker vsi vemo, brez nič ni nič, in tukaj ne govorim o nekih, da narediš mogoče nek trik in potem bodo se stranke kar naslikale na steni oziroma pri tebi, ampak gre za to, da v bistvu postaviš sistem. In seveda investiraš svoj čas, mogoče tudi kaj denarja, v to, da si postaviš takšne sisteme, ampak ko enkrat stojijo in so optimizirani, pa lahko delajo z minimalno tvojega vložka ali pa celo popolnoma brez. In zdaj, če pomisliš, a je vredno investirati kratko obdobje nekaj takšnega časa svojega v to, da si postaviš, zato da si v naslednjih mesecih, tednih, letih potem osvobodiš čas. Zdaj, če je tvoj odgovor takšen kot moj, torej ja, definitivno, potem gremo torej pogledati, katere so te strategije oziroma katere sisteme si v bistvu lahko prihraniš, zato da si na dolgi rok osvobodiš čas, si daš tudi večjo varnost, ker veš, da se tudi če ti ne objavljaš na družabnih omrežjih, tudi če se popolnoma odklopiš, da stranke vseeno se ogrevajo, se gradijo odnosi z njimi in tako naprej. In prvo, kar sem želela deliti s tabo, prvo strategijo ali kako bi rekli način, je optimizacija spletne strani SEO in pa vsebinski marketing. Kaj to pomeni? Zdaj, če te slučajno prestraši že samo to, kar sem zdaj povedala, te povabim, da se mogoče odpreš za nekaj novega. V resnici ni nič tako zelo zahtevnega ali pa zelo tehničnega ali pa da bi bilo kar nekaj, da se naredi. Samo povabim te, da se mogoče odpreš in prisluhneš tem informacijam oziroma kakšni novi mogoče ideje, ki jih lahko dobiš. Zakaj je optimizacija spletne strani oziroma SEO in pa vsebinski marketing nekako se mi zdi, da en sistem, ki ga lahko čisto vsak podjetnik pa podjetnica si zgradi z minimalnim vložkom denarja ali pa celo popolnoma brez. Potrebno, kot sem pa že omenila, pa je seveda nekaj časa. Kaj to pomeni? Se pravi, ko imamo enkrat spletno stran, če si v moji družbi že mogoče več kot 5 minut, potem že veš, da jaz nekako delim spletne strani na tiste, ki so samo okrasek, pa tiste, ki so naš prodajalec oziroma asistent. In seveda jaz vedno zagovarjam, da podjetniki pa podjetnice je bolj učinkovito, če imamo torej takšne prodajalce oziroma asistente, ki nam torej doprinesejo v naš posel in niso samo strošek oziroma okrasek, pa še to včasih ne najlepši. In seveda, ko imamo enkrat torej postavljeno takšno spletno stran, ki je učinkovita in jo optimiziramo za iskalnike, kot je recimo Google, to pomeni, da bo Google potem razvrščal svoje med rezultati, če gre kdo na Google, išče nekaj in potem se tvoja spletna stran uvršča višje med zadetke.
posnetki. Kaj to pomeni zate? To pomeni, da dobiš več organskega prometa. Torej, več ljudi te vidi, več ljudi klikne, ker na tista prva mesta klikne torej največ ljudi. Zdaj pa bo marsikdo mogoče rekel, ampak Maja, kaj pa zdaj, ko je že umetna inteligenca, ne? Pa ChatGPT, pa tiste, pa ta, a to še sploh deluje? Moj odgovor je seveda da, lahko seveda tudi zato optimiziraš svojo spletno stran, tako da tudi, če te nekdo išče preko kakšnih, torej umetne inteligence, ki jo uporablja tudi Google, te vseeno lahko najde in te priporoča torej naprej. Kaj pomeni, če se vrnemo nazaj, če se ti prikažeš oziroma tvoja spletna stran kot zadetek nekje na vrhu, to pomeni, da brezplačno prideš pred novo publiko oziroma pridobiš nove obiskovalce na spletni strani, pa ti ne rabiš v tem trenutku nič narediti. Kaj se meni velikokrat zgodi, da recimo mailing lista recimo raste, in potem, ko grem pogledat, odkje, velikokrat vidim, da je ogromno prometa pride recimo iz Google. Torej, Google sam napoti na tvojo spletno stran. In to je seveda za vsakega podjetnika, si lahko predstavljaš, da zlata vredno, da enkrat narediš mogoče neko vsebino, zdaj, ker je pač vsebinski marketing zraven, torej SEO optimizacija in pa vsebinski marketing. Kaj to pravzaprav pomeni? Vsebinski marketing je tukaj mišljen, kot da imaš na spletni strani torej neko sekcijo, ki se redno objavljajo neke nove vsebine. Mogoče ti bo zdaj poznano. To je lahko blog v video, audio ali pa pisni obliki. To je lahko mogoče podcast. Karkoli je takšnega, kar lahko konsistentno gradiš v svojem poslu in zmeraj novo in novo vsebino dodajaš na spletno stran. Zakaj je to zelo pomembno? Prvo kot prvo je to zelo dobro za SEO optimizacijo, ker Google pač ne mara spletnih strani, ki se nikoli nič ne spremenijo, ki se ne dodajajo vsebine in tako naprej. Drugo kot drugo, verjetno tudi tvoje potencialne stranke ne grejo kar tako na tvojo spletno stran, če nimajo posebnega razloga. Če pa ti vsak teden recimo objaviš nov blog, nov podcast, nov video na svoji spletni strani, pa seveda imajo tvoji potencialne stranke nekako vabilo oziroma imajo nek motiv, zakaj bi obiskali tvojo spletno stran, če ne drugega, torej da pogledajo ta tvoj nov blog, podcast, karkoli pač objaviš. In s tem, ko pridejo na tvojo spletno stran, se gradijo torej odnosi in skozi to jih lahko potem seveda tudi ti pelješ naprej. Kaj to pomeni, da jih pelješ naprej? Da jih pelješ naprej torej po spletni strani, a to pomeni, da se bojo naročili na tvoje novice, a to pomeni, da bodo kar kupili, a bojo pogledali še kaj drugega. Skratka, je veliko možnosti, da jih potem dlje časa tudi zadržiš v svoji bližini. In dlje, ko jih zadržiš, saj vemo tudi v življenju, če se z nekom več družimo, ga bolj spoznavamo, se bolj zgradi zaupanje in tako naprej. In enako je z našimi potencialnimi strankami. Zdaj, seveda ni vse tako mogoče samo rožnato, kot se sliši. Lahko so tudi ene možne napake, ki jih lahko tukaj pri optimizaciji spletne strani in pa vsebinskem marketingu naredimo. In sicer to so pričakovanje hitrih rezultatov. Ko gradimo torej optimizacijo spletne strani pa vsebinski marketing, tukaj gradimo za dolgi rok. Meni se velikokrat tudi zgodi, da mi potem dobim kakšno sporočilo, ali pa kakšen komentar na blog, ki sem ga objavila že nekaj let nazaj in še zmeraj deluje. V primerjavi z družabnimi omrežji, kjer so objave, življenjska doba objav na družabnih omrežjih, verjetno vemo, da je zelo, zelo kratka. Nekaj ur, mogoče nekaj dni, potem pa se več ne prikazujejo skoraj nikomur, medtem ko je spletna stran oziroma blog je pa lahko vedno aktualen in vedno pritegne oziroma pridobiva tudi nove potencialne stranke oziroma obiskovalce. Tako da, ko govorimo o SEO in pa vsebinskem marketingu, je zelo pomembno, da imamo v mislih, da lahko so hitri rezultati, seveda so lahko, ampak da v bistvu gradimo to na dolgi rok, tako da se pričakuje, da ne bomo mogoče zdaj kar prvi teden ali pa zdaj objavimo blog, pa bomo pričakovali, da bomo na Google že na prvem mestu z našo ključno besedo. Potem druga napaka, ki se tukaj lahko zatakne, je nepovezane ali pa neke generične vsebine, ki naravno ne raztapljajo govorov naše potencialne stranke. To so vsebine, ki stranko niti ne zanimajo ali pa niso povezane s tem, kar bi potem kupile in tako naprej. Tako da v bistvu je pri ustvarjanju teh vsebin zelo pomembno, da so torej tudi narejene z nekim namenom oziroma z ciljem, kaj je torej cilj posamezne objave. Potem pa seveda je lahko tehnično neoptimizirana spletna stran, kar pa v bistvu je že del SEO optimizacije. Če to ni, velikokrat se zgodi, da mogoče nekdo dela sam, pa mogoče na videz zgleda vse ok, ampak mogoče tehnično ni narejeno ok, je lahko potem tudi to neka napaka oziroma neka ovira, ki nas blokira pri tem, da bi naredili korake naprej. Ok, to je torej prvi način, kako si lahko vsak izmed nas oziroma vsak podjetnik pa podjetnica na svoji spletni strani torej SEO optimizira in pa poskrbi za vsebinski
marketing, ki bo nekako razlog, da se obiskovalci redno vračajo na našo spletno stran. In se na neki točki seveda to potem naredijo korak naprej, odločijo za nakup, prijavijo na novice oziroma karkoli je pač tvoja glavna konverzija. Drugo, kar sem želela deliti, je brezplačna ponudba v zameno za kontakt. Zdaj, v Sloveniji imamo malo teh prevodov oziroma mogoče niso tako zelo poznani. V tujini temu rečemo lead magnet, freebie in tako naprej. Jaz v slovenščini bi to poimenovala torej kot neka brezplačna ponudba, kot darilo, ki ga nekdo dobi. Zdaj, zakaj gre? Pa zagotovo vsi poznamo, ker smo se sigurno že šli čez ta proces. Sicer gre za to, da ko nekdo recimo pride na tvojo spletno stran, če ga mi nekako ne zadržimo v svoji bližini, potem ga bomo hitro izgubili. In eden izmed načinov je, da mu v zameno za da svoje kontaktne podatke, mu damo nekaj, kar je zelo velike vrednosti in naravno pelje potem v nakup. In to je torej ravno to darilo oziroma pa brezplačna ponudba. Poznano, verjetno si se že kdaj prijavil, pa prijavila tudi ti na kaj takšnega, da recimo dobiš nek PDF zameno za to, da daš kontakt. V ozadju se potem seveda sprožijo še sekvence mailov in tako naprej, da naravno potem peljejo v nakup. In to je v bistvu lahko en tak sistem, ki ga enkrat postaviš, optimiziraš in potem ti deluje, brez da ti moraš kaj posebej delovati. Lahko seveda objaviš, govoriš o njem in povabiš ljudi na to, ni pa zdaj to nekaj velikega dela od zadaj, ampak ti lahko konstantno torej pridobiva stranke. In zdaj, če si predstavljaš s prvim korakom, imaš recimo blog, vse optimizirano, iz Google pridajo torej novi obiskovalci, berejo tvoj blog, jih navdušiš, potem še snamejo to tvoje brezplačno darilo, tako da se še res bolj povežejo in jih naravno pelje naprej. Zdaj, to je lahko čudovito darilo, lahko pa se marsikdo oziroma velikokrat, zelo pogosto pa se podjetniki pa podjetnice zataknejo v eni napaki oziroma v zanki, in sicer, da to darilo ni pripravljeno strateško in ne vodi naprej potem naravno v nakup, ampak je pač to nekaj, kar pač imajo v zameno za mail in s tem mailom se običajno ali sploh nič ne zgodi ali pa v bistvu ni darilo, ki bi naravno potem peljalo v nakup. Tako da tukaj je res zelo pomembno, da ga zelo strateško oziroma premišljeno to darilo tudi ponudimo. Zdaj, če te zanima več o tem, kako ga narediti, pa želiš v najkrajšem možnem času to tudi narediti, potem bom spodaj pustila do mojega mini programa Darilo 2.0, kjer ne samo, da ti pokažem, kako strateško postaviš takšno darilo, ampak je zraven tudi cel kup template od tega, kaj v maile napisati, kako digitalno darilo tudi vizualno predstaviti, zaradi tega, da še bolj privlačno in tako naprej in vse ostalo. Torej spodaj bom pustila link do torej programčka Darilo 2.0, kjer lahko res v enem dnevu komod narediš to darilo oziroma celoten ta lijak prodajni, ki ti bo potem služil še naprej. Pa gremo še na tretjo točko, in sicer to je avtomatiziran e-poštni marketing prodajni lijaki. Torej imamo prodajne lijake in v ozadju se v vsakem lijaku ali pa v vsakem kontaktu oziroma v vsaki akciji sproži tudi recimo email sekvenca. Recimo nekaj takšnih poznanih ti lahko že povem. Recimo, da nakupujemo v eni spletni trgovini, smo prijavljeni, nekaj damo v košarico, ne zaključimo nakupa in se potem dobimo maile kot opomnike, to še te čaka v košarici. To je recimo en taki avtomatski v spletni trgovini. Potem so seveda še lahko drugi, da če se prijavimo, torej, kar sem že prej povedala, na to našo darilo, se sproži spet sekvenca mailov. Če nekdo mogoče pogleda nek video, se lahko sproži, ali pa nek webinar, ki ga imamo vnaprej posnetega, se sproži sekvenca in se avtomatsko gradi. Meni je ravno zadnjič ena kolegica, podjetniška prijateljica, zelo bližnja, mi je rekla: Maja, ta mail, ki si pa včeraj poslala, pa mi je res bil ful všeč, ful je bil dober in v tem stilu. In je mene v bistvu malo presenetilo, ko sem potem študirala, jaz že kakšen teden nisem napisala dobenega maila, za kateri mail čisto točno gre. In je fora ravno v tem, da ko imamo torej te različne sekvence, iz katerega koli kota recimo nekdo pride v našo okolje, v našo univerzum, če tako rečemo, se recimo sproži neka komunikacija, se gradijo odnosi, dajemo vrednost in tako naprej. Lahko potem si zgradimo res takšen sistem, ki res deluje čisto brez naše prisotnosti. Tako kot je ravno to, da nekdo potem dobi mail, je ful navdušen. Tudi jaz ogromno krat dobim kakšen odgovor na te maile, ki so popolnoma avtomatizirani, na primer, Seveda sem jih jaz napisala, pa pripravila pa vse to, ampak pošiljajo pa se avtomatsko glede na akcije, ki jih posamezna oseba torej naredi. Tako da to je pa v bistvu še en takšen, da si zgradimo v bistvu lijake, da nenehno ne samo prodajamo, pa
samo skrbimo torej na vsakem koraku, torej poserviramo svoje potencialne stranke, ampak da res imamo proces, ki jih čim bolj avtomatsko pelje do naslednjega koraka. Zdaj, če želiš res bolj podrobno o tem, kako si postaviti takšne sisteme, potem bom spodaj torej pustila še celoten trening oziroma link do brezplačnega treninga, ki sem ga posnela in je res, jaz bi rekla, kar zlata vreden. In sicer 5 sistemov, ki ti prinašajo stranke, tudi ko ti spiš. Mislim, da je tam enih 45 minut, če se prav spomnim, link bom pustila spodaj, tako da, če te zanima več, vabljen oziroma vabljena. Jaz pa ti želim, da si postaviš torej čim bolj učinkovite sisteme in da ti tudi čim bolj učinkovito delujejo. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.